Lepo pozdravljeni po odmoru, ura je že pozna, ampak čaka nas še ena poslastica in to je pogovor o poslastici, ki je v zbirki Cerkveni očetje išla pred nedavnim. To je celotna izdaja Hieronimovih pisem in o njej se bomo pogovarjali z nekaterimi izmed velike četice prevajalcev in prevajalk, ki so pri nastajanju tega, lahko rečemo, monumentalnega dela sodelovali. Obenem pa imam neskončno tremo, saj sta med sogovorniki dva moja profesorja oziroma profesor in profesorica. Ja, v bistvu kar trije profesorji pravzaprav. Enega akademika Gantarja sem sicer imel čas poslušati samo eno leto, pa tudi doktorico Weissovo samo zadnje leto, ampak vseeno trema je velika. Torej, vabim k pogovoru sedaj najprej akademika profesorja doktorja Kajetana Gantarja, ki je seveda, lahko bi rekli, patriarh prevajalcev iz antičnih jezikov v slovenščino in kot je bilo že prej omenjeno, seznam njegovih prevodov bi zapolnil verjetno polovico časa, ki nam je na voljo. Potem je naš gost docent dr. Miran Špelič, ravno tako, kot smo že danes slišali, duša patrističnih študij in tej lepi oznaki pravzaprav ni česa dodati. Medtem ko nam bo predvsem o Hieronimovih dopisovanju z predstavnicami lepšega spola govorila doktorica Sonja Weiss, katere prevajalski opus je tako izjemno bogat. Izpostaviti pa je treba predvsem njen prevod Plotina, o katerem smo danes že nekaj slišali, hkrati pa tudi njeno pedagoško-didaktično delo, saj je izpolnila dolgoletno željo generacij študentk in študentov klasične filologije, ki smo bili siti Jerovška in Košana, no ona pa je končno izdala vadnico za latinsko skladnjo, ki je, mislim, da je jezik tam vseeno malo bolj razumljiv kot pri Jerovšku in Košanu. In končno moj pedagoški vzornik, gospod Bogomir Trošt, tudi duhovnik in tisti, ki je propagiral, po mojem mnenju še vedno najboljši učbenik za začetno učenje latinščine, to je Ludus. Kot smo pa danes že slišali, se je v zbirki Cerkveni očetje nazadnje izkazal z tem, da je opravil levji delež prevajanja besedil Kromacija Oglejskega, kar je išlo pred nekaj leti. Lepo vse pozdravljam, pa bi morda prvo izhodišče, prvo vprašanje zastavil akademiku Gantarju in sicer bi ga prosil, da se ozre na relativno bogato izročilo pisanja in objavljanja pisem v rimski književnosti in nam pove, kje v tej pestri množici vidi Hieronima iz Tridon ali iz Tridona. Ja, spoštovani kolegi, mladi prijatelji in ugledni gostje, zelo sem vesel, presenečen nad tem razcvetom, ki ga doživljajo patristične študije na ljubljanski teološki fakulteti
presenečen nad pozornostjo, ki jo temu študiju oziroma plodovom tega študija posveča naša najstarejša založba Mohorjeva družba. V mislih se vračam na tista leta, ko to ni bilo mogoče. Mislim, da bi bilo dobro, če bi tudi ne samo 1600, 1700 let stare stvari, ampak tudi zadeve izpred 40 ali še ne pol stoletja nazaj malo raziskali in obelodanili. Spominjam se seje Mohorjeve družbe, ker sem bil takrat član odbora. Predsednik je bil mariborski, ne vem, bil pomožni škof Grmič. Ja. In sem odprl usta in rekel, da bi bilo lepo, če bi kdaj tudi kakega cerkvenega očeta izdali. Na kar je škof Grmič rekel, če kdo bi bil jaz tega vesel, ampak prepričan sem, da bomo to težko izpeljali. No, na kar se je razumela debata in so rekli, pa poskusimo, kaj bi vi predlagali. Sem rekel, predlagam Avguštinove izpovedi, imajo tako monumentalno likovno zasnovo, ki jo je Plečnik naredil, tak imeniten Sovretov prevod, Šolarjev uvod in to naprej. Potem pa se je vnela debata in so rekli, ja, ampak malo bi bilo pa treba posodobiti in so meni zaupali to nalogo, da to pač pripravim. In moram vam reči, da je bilo to zame v tistih letih, ki jim pravimo svinčena leta, eno največjih presenečenj. Tuhtali smo, koliko bi dali izvodov, to je težek filozofski tekst, so rekli eni 300, jaz sem rekel vsaj 500, mogoče 800, no potem ne vem, koliko so rekli. Nazadnje smo se zedinili in ko je knjiga izšla, jaz sem pričakoval, da me bodo klicali kje na zagovor, kako da si kot profesor univerze, ki mora vzgajati v pač sodobnem duhu, klicali na zagovor. Nazadnje odprem delo in tam piše, izšla je knjiga leta, ki je bila razgrabljena, preden je sploh prišla na knjižne police. V ta obnovljena knjiga Avguštinovih izpovedi, to se pravi patristika, je utrla pot, ne celi zbirki, ampak vsaj eno, bila razgrabljena, čez 5 let ponatisnjena, potem doživela še, meni se je 4 ali 5 ponatisov, ne, res čudovito branje. Nisem mogel verjeti svojim očem. Mislim, da ni slučaj, da so ravno Avguštinove izpovedi, kajti Avguštin je recimo v očeh nekaterih literatov igral en kontrapunkt k drugemu velikemu srednjeveškemu teologu Tomažu Akvinskemu. Ni slučaj najbrž, da je Dom in svet, ki je bil tako v primerjavi z ljubljanskim zvonom bolj klerikalno glasilo, lahko rečemo klerikalno, ne?
ne ravno v slabšalnem pomenu, ampak vseeno. Ko ga je dobil v roke za glavnega urednika Izidor Cankar, v prvi številki objavil na naslovni strani en najlepših odlomkov iz Avgustinovih izpovedi. Vidite, to so tisti bogati viri. Zato sem vesel, da sem lahko tudi pri izdaji Hieronimovih pisem sodeloval in da ste mi zaupali ravno korespondenco med dvema velikima učiteljema, od katerih je eden verjetno največji filolog med cerkvenimi očeti, mislim, Hieronima, ki je imel smisel za raziskovanje jezika, terminologije, pa ne suženjsko, ampak njegovo načelo je bilo, da je treba prevajati non verbum ad verbum, sed sensum ad sensum, to zlato pravilo, ki se ga držijo vsi vodilni in uspešni prevajalci. Zato sem vesel, da sem pri tem velikem podvigu lahko sodeloval, ne da bi se bahal, ampak res lahko vam povem, da sem si potem, ko sem to presenečenje doživel ob izidu Avgustinovih izpovedi, upal v svoje seminarske vaje uvesti tudi študij Hieronima, ne ravno Hieronimovih pisem, ampak en semester sem rekel, bomo pa gledali, kako je bila v rimskih časih v latinščini, v antični latinščini, recimo filologija, in sem svojim študentom naročil, da naj izdelajo za seminarske naloge tiste latinske predgovore ali uvodne strani, ki jih Hieronim napisal posameznim svetopisemskim knjigam. In moram reči, da so moji študentje, nekateri so morda, ki so to nalogo delali, še danes tukaj navzoči, to z veliko ljubeznijo, prav z enim izrednim posluhom za jezik naredili. Skratka, ta delček, ki sem ga jaz prispeval, ki je morda v primerjavi s celo knjigo komaj 100, ampak je vendarle en zanimiv, ne bom rekel ravno spopad, ampak dialog med dvema velikima, največjima imenama antične rimske krščanske teologije, med Hieronimom in Avgustinom, ki sta se morda v življenju samo enkrat nekaj malega videla, drugače pa komunicirala po korespondenci, ki seveda ni potekala tako kot danes po internetu, ko lahko čez pol ure reagirate, ampak so včasih minili meseci in meseci, preden je prišla pošta iz Kartagine ali Hipona, kjer je deloval Avgustin, do Betlehema, do Izraela. Včasih se je marsikaj tudi izgubilo, ampak to, kar je ohranjeno, to je lep dokument tega, zdaj jaz se ne bi v podrobnosti spuščal. Eden je bil bolj filolog, je iskal tudi semitske izvore besed, poiskal rabina, ki mu je pomagal, se pravi krivoverskega komentatorja, ampak vendar doseči
drugi pa je morda videl vrhunec, čeprav v začetku niti ni znal dobro grško, v Septuaginti, v tistem prevodu, ki ga je po tradiciji izdelalo 70 prevajalcev, kot pripoveduje, ne vem, a je resnica ali legenda, čeprav so bili vsak v posamezni celici, menda se je nazadnje izkazalo, da se vseh 70 prevodov do zadnje pičice ujema, ker je to razsvetljeval Sveti Duh. Ampak Hieronim tega ni več verjel. Kaj? Hieronim ni verjel tej legendi. Ne vem, da ni verjel, ampak se je pa razširila. In mislim, da so še danes nekateri, ki prisegajo na Septuaginto. Ampak jaz tukaj nisem strokovnjak. Imel sem pa toliko posluha za te stvari, da sem jih rad omenjal pri svojih predavanjih, pa ne samo pri predavanjih. Kot pravim, prosil sem svoje študente, da se v to poglobijo. Kaj več boste pa vi, sosedje, povedali, ki ste bolj od stroke? Ja, hvala lepa za to, da ste povezali sedanjo izdajo v zbirki Cerkveni očetje z začetki ali obnovljene zbirke. To je bil zelo zanimiv spominski utrinek. Moram povedati, da ker ste vi povedali na predavanjih to zgodbo o Septuaginti, jo tudi jaz vsako leto povem študentom, seveda mogoče nekoliko z kritično distanco, ampak vseeno je ostala. Mislim pa, da je hotel gospod Trošče dodati neki spominski utrinek iz časa svojega študija. Ne? Ja, samo prikimaval sem, ker sem bil jaz tudi eden tistih, ki je v latinščini napisal seminarsko nalogo o Hieronimovem uvodu v Evangelije. In to je pišel papežu Damazu, ki mu je to delo naročil. In zato mi je bilo dragoceno, da mi je profesor Špelič ponudil, da lahko vzamem ravno njegove pisma papežu Damazu. In sem jih prav pod tem vidikom si izbral, ker se mi je ujemalo lepo kot nadaljevanje tega mojega prvega srečanja z izvirnikom svetega Hieronima. Tako da sem vam hvaležen tudi za vsa predavanja v zvezi s tem. Hvala. Ker pa nas je akademik Gantar tako lepo uvedel v Hieronimova pisma, pa bi mogoče zdaj tebe, Miran, prosil, da malo poveš, kako je nadzorovati, bičati in potem popravljati tako četico prevajalcev. Sebastian Krelj je ugotovil že pred 400 leti, da znajo ljudje bolje opravljati, kakor popravljati. Torej, najbrž ni bilo čisto enostavno, vse mene je bilo treba zelo veliko bičati. No ja, prevajalci smo izdajalci, ne, tradutore, traditore, to pravi ta italijanski rek. In zato je treba pustiti, da vsak izdaja malce po svoje. Kot prvo je bilo najbolj zabavno že na začetku, ko sem iskal prevajalce, ko se seveda prišlo do ideje, da izdamo to popravljeno, dopolnjeno izdajo. Lukman, Franz Xaver Lukman, veliki patrolog, je že med vojno uspel izdati 1/3 tega korpusa v 2 že takrat zajetnih knjigah. Manjkali sta še 2/3. Mnogi narodi sploh nimajo celotnega epistolarja prevedenega. In ob simpoziju, ob 1600-letnici, je prišla ta ideja, da bi prevedli vse. Moharjeva je začela postopek pri javni agenciji za knjigo, da bi se dobilo kaj podpore. In je bilo rečeno, če bo podpora dana, potem bomo šli v prevajanje, išči dobre prevajalce, ker sam se tega nikakor ne bi lotil. Oziroma, če bi se jaz tega lotil sam, potem bi morali počakati vsaj 1650-letnico njegovega rojstva, pa kako drugo obletnico. Gotovo, da bi ne bilo tako hitro. 3 leta pa je bil rok, ki je bilo treba ga spraviti pod streho. In kot se najbrž zdi, en teden pred koncem tega roka smo uspeli končati.
No, vsekakor iskal sem dobre prevajalce, dobil sem najboljše in to kar precej. Vsakega sem pa dobil na limanice s tem, da sem rekel, saj je samo nekaj malega, samo 2-3 pole boš dobil ali pa boste dobili za prevajati, ker res ni tako obsežno. Ampak kljub temu je profesor Gantar dobil največji delež. Ker sem si upal njemu dati, ja, bom pa že vedel, koliko sem komu dal in koliko sem od koga dobil. In tudi med najbolj rednimi in prvimi je bil pri oddajanju. Ker za nekatere je bilo treba malo spodbujati, prositi, bezati in smo dobili vse pravočasno. Vsekakor pa je tisto težje delo bilo, ko je bilo treba te prevode poenotiti in seveda v slog nisem posegal. Vsak prevaja malo na svoj način in sem ter tja pa je bilo potrebno pogledati izvirnik in kot se je Hieronim zmotil, sem ter tja, ko je prevajal Vulgato in po navdihu Svetega Duha seveda, tako je tudi najbrž kakšen naš prevajalec, ki je zmotil, tudi tisto, kar je moje, tam je po moje največ napak pri mojih pismih, ker je bilo najmanj pregledovano. Ampak to spada zraven k prevajalskemu delu. Tam, kjer sem videl, da je očitna napaka, sem si dovolil popraviti. Ampak tega, kot sem rekel, ni bilo veliko. Treba je bilo uvodne besede malo popravljati še, ker nekatere so bile zelo obsežne, nekatere manj, nekatera pisma so bolj zanimiva in potrebujejo večji, daljši uvod, nekatere pa so samo nadaljevanje prejšnjega pisma in ni kaj pisati. Zato tudi uvodni stavki niso vedno enakomerni, pa tudi nekako prevajalci so nekateri bili bolj zgovorni, nekateri malo manj. Sam sem se še lotil izdelovanja nekega imenskega kazala, tako da je za vse osebe, ki so pisale pisma, ki jim je pisal pisma, ki so njemu pisale, ki so omenjene v pismih, so to pisanske osebe ali zgodovinske osebe ali sodobniki, za vse te smo našli tudi prostor v končnem indeksu, kjer je vsak dobil svoj lasten fond, vsaka skupina ljudi je v drugačnem fondu, da se ve, kdo vse je navzočil v Hieronimovih pismih in to je tudi nekaj zelo lepih bogatstv, da vidimo, kdo vse je v tem epistolarju navzoč. Od mitoloških oseb pa do mnogih sodobnikov, pomembnih vladarjev, cerkvenih dostojanstvenikov. Vsi ti so tu navzoči in zraven z njimi tudi mi kot bralci, kot poslušalci, ker na neki način je Hieronim pisal pisma ne samo tistemu, ki ga je navedel na začetku kot prejemnika, ampak je vedel in pripravljal ta pisma tudi za širšo publiko. Je, da je tisto prvo skupino pisem pripravil sam za neke vrste predhodnico, ko je prihajal v Rim, da je s tem tudi nekako si pridobil naklonjenost rimske cerkvene srenje. Delo je prišlo na svetlo, kot sem rekel, zdaj šele v zadnjih dneh tega prejšnjega leta in tako, kot je bilo potrebno glede na zahteve razpisne dokumentacije pri Jaku. Jaz lahko samo k temu dodam, da na začetku res ni izgledalo zelo veliko, pa potem na koncu so tudi ostala samo še 3 pisma, samo kaj, ki so bila pa veliko daljša. No, tudi Aleš je eden prevajalcev, ne? Tako da prosim, da uporabljaš prvo osebo množine, ko govoriš o prevajalcih. Eden tistih, ki jih je bilo treba najbolj bičati, ja. No, zdaj teh približno 150 Hieronimovih pisem, skoraj 150, seveda kaže Hieronima v zelo različnih položajih, v zelo različnih vlogah in pravzaprav že v času njegovega življenja je zbujalo veliko pozornosti, so zbujali njegovi odnosi s posameznimi ženskimi spremljevalkami iz njegove okolice in že takrat so mu pravzaprav očitali, da je do marsikatere bil prestrog. Kako ste vi, dr. Weissova, ki ste prevedli levji delež teh pisem, doživljali Hieronima, ko piše ženskam? Je bil zgolj teoretik, ki je postavljal nemogoče zahteve,
ali pa je vendarle ženske poznal. Ja. Torej, moj delež so bila pisma, je bila korespondenca z Marcelo. To je bila neka rimska vdova, zelo ugledna. V bistvu, jaz nisem sicer prevedla tistega pisma, ki je posvečeno njenemu življenju, ko ob smrti piše, ne, principi njeni prijateljici, in v bistvu je to eno tako hagiografsko pismo, ki predstavi Marcelino življenje, in to je morala biti kar tudi ena taka zelo duhovita, oštra ženska, v bistvu se sploh ni želela poročiti, pravzaprav je mati k temu nagovarjala, ne, in potem tudi ta mož, ki je bil starejši, jo je nagovarjal, ne, češ, da se je starejši, pa da bo vsaj premoženje dobila, in ona je lepo odgovorila, da se ne bo, če se bo poročila, se ne bo zaradi premoženja, ampak zaradi moža, in da hoče imeti moža. Potem je pa obrnil zadevo, pa je rekel, da čeprav je star, mladi možje umrejo, ne, pa stari pa tudi živijo. Pa je lepo rekla, mladi mogoče umrejo, ampak stari pa ne živijo dolgo. In to se je tudi uresničilo, dejansko je bila poročena samo, mislim, da par mesecev, 7 mesecev, in potem se je posvetila temu življenju, ki ga je v bistvu ves čas želela živeti. To je bilo tako asketsko, pobožno življenje in zelo učeno življenje. Ja, in Hieronim, ko je v bistvu prišel v Rim na povabilo pravzaprav papeža Damaza, ker je, ne, takrat se je v bistvu lotil tega svojega velikega prevajalskega podviga, se je seznanil tudi s tem krogom žena. Namreč takrat je v Rim začelo prodirati to, tudi te ženske kroge, ne, ta ideal meniškega življenja pod vplivom življenjepisa svetega Antonija, ne, se pravi, Marcela takrat, v bistvu, tako tudi piše Hieronim, takrat v tistem času še ni bilo samostanov v tem smislu ženskih skupnosti, medtem ko je Marcela začela zbirati ta dekleta oziroma te žene, tudi mlade vdove, se je to nekako razširilo in del tega kroga je bilo veliko teh rimskih matron, poleg v bistvu iz njene družine veliko njena mati Albina, potem Pavla, ne, to je bila v bistvu ta znamenita Pavla, zaradi katere je prišlo tudi do enega manjšega škandala, ker je potem sledila Hieronimu v Palestino in so mu učitali vse mogoče, no tam sta potem ustanovila vsak svojo skupnost in Pavla je tudi potem prek korespondence, je tudi eno pismo ohranjeno, nagovarjala, ne, Marcelo, da naj se jim pa pridruži. Skratka, zdaj Marcela, ta krog, ne, v tem krogu je vendarle Marcela zavzemala eno vidnejše mesto, nekako nastopa ne kot samo učenka, ampak skoraj da kot ena študijska kolegica. Se pravi, iz teh pisem je razvidno, da je zasipala Hieronima z vprašanji in v bistvu tudi, ko so se srečali, ta pisma so v bistvu večji del te korespondence, 19 pisem Hieronima je ohranjenih, nobeno žal njeno, so v bistvu iz časa, ko je bil on tam in se je on družil s temi ženami. To pa se pravi, da je pošiljala pisma, tako kot da bi danes, ja, kakšne službene maile, ne, pošiljal. In njih postavljala vprašanja in on je v bistvu po najboljših močeh na to odgovarjal, včasih je bil tudi malo nervozen v teh njenih vprašanj in je dal to tudi vedeti, jo je imenoval priganjača svojega. Drugače je bil pa to en tak, sem precej sproščen odnos, čeprav nista bila vedno tako prijateljska, ne, ko je bila ta kontroverzija glede Origena, ne, v bistvu takrat je prišlo do enega manjšega spora med njima, ampak vendarle Marcela je bila v glavnem ves čas na njegovi strani in ko je on odšel, ko je bil nekako prisiljen zapustiti Rim, je ta korespondenca ostala, tudi še tisto pismo iz 90-ih let, ko je bil že 10 let v Palestini, še zmeraj razpravljata, še zmeraj v bistvu odgovarja na njena teološka vprašanja, tako da je pa tudi v tistem pismu, no, kot rečeno, ki ga nisem prevedla, ki govori o Marcelinem življenju, je iz njega razvidno, da jo je imel za nekakšno svojo naslednico tudi v tem krogu, da je nekako ves čas upal, da ga bo nasledila in dejansko ga tudi je. In ne samo to, zdaj, a je to mogoče malo tega hagiografskega elementa prisotnega, ne, ampak v bistvu je pripisoval pomembno vlogo tudi potem, ko je on odšel v teh teoloških debatah,
Rekel je, da so v bistvu k njej prihajali tudi duhovniki in učeni možje po odgovore na kakšna teološka vprašanja in kaj je zanimivo, ne, ona je odgovarjala v bistvu, kot da to ni njeno mnenje. Ona se je pri tem sklicevala na Hieronima ali pa na druge učene može, pravi, da je izkazovala s tem to prepon. Se pravi, nekakšno spodobnost, decentnost, ki pritiče ženski, ki pač po besedah svetega Pavla ne sme pridigati, ne sme učiti teologije, tako da ona je v bistvu tudi kakšna, Hieronim mirno rekel, ne, svoja mnenja na ta način podala kot mnenja učitelja. Hvala. No, slišali smo že eno tako sjajno primerjavo akademika Gantarja med Avgustinom in Hieronimom. Gospod Trošt je pa omenil, da se je razveselil prevajanja pisem rimskemu škofu Damazu in tudi Damas in Hieronim se zdita kar precej različna lika, čeprav je ravno Damas bil tisti, ki ga nekateri imenujejo prvi papež v pravem pomenu besede. Kako ste pa vi doživljali ta odnos med Hieronimom in Damazom? Tudi to je bilo kar nekaj Damazovih vprašanj Hieronimu, kako smo slišali pri Marceli, in pa morda koliko upravičeno to, da Hieronima najdemo pogosto upodobljenega s kardinalskim klobukom v povezavi s tem. Če smem še malo navezati na spoštovano kolegico. Ta samostan so postavili Hieronim na severni in Pavla na južni strani bazilike Jezusovega rojstva v Betlehemu, ker sem sam malo povezan s tem, rad povem. In cerkev je bila takrat stara, bazilika je bila stara dobrih 50 let, je obstajala. Se pravi, nova cerkev, zravno so prizidali in to je seveda samo 9 km od Jeruzalema, dovolj so bili umaknjeni, da so lahko živeli v samoti in dovolj blizu je bilo iz Jeruzalema, da so jih lahko prišli obiskati in spraševati za nasvet, to je 2 uri hoje. Tako. Zdaj pa, zakaj sem izbral Damaza, papeža Damaza, sem povedal, ker mi je bilo res lepa navezava na to in že tam v tem uvodu v Evangelije se pokaže to, kar je profesor Kantar omenil, kako je treba prevajati. Hieronim še celo to omeni, da je bilo treba najprej dobiti dobre grške rokopise in potem tudi navaja, kako so nekateri slabo prepisovali, kakšni so malo zadremali, kakšni so popravljali, kjer ne bilo treba in podobno. Zna vedno duhovito in tudi ostro napisati. Drugače pa sem občudoval v tem pismu, to, kar sem rad poudarjal včasih tudi dijakom, se vidi, kako Hieronim, učenjak, piše papežu učenjakom. Se pravi, to je res, sta si verjetno oba dala duška tudi v teh učenih razpravah. In druga stvar, ki sem jo zelo občudoval, kar je gotovo Hieronim na latinski strani, tisto, kar je Origen na grški, kako je res filolog, kako išče besede v hebrejščini. Imel sem občutek, da je papež imel vsaj nekaj smisla ali znanja hebrejščine, ker mu pojasnjuje hebrejščino, ne od začetka, ampak posamezne črke in podobno, kaj pomenijo, in podkrepi vedno z grškimi primeri. In tukaj seveda ima Hieronim tudi na prvem mestu Septuaginto, ampak vedno, kjer mu je bila dostopna Heksapla, Origenova, vedno navaja tudi mnenje Teodociona, pa Simaha in Akvile. In potem primerja, ne, in eden bolj kot drugi so mu služili za razne dokaze. To, kar me je pa najbolj ves čas privlačilo, vedno išče pomen. Danes bi lahko primerjal, mogoče je ta primerjava preveč preprosta, ampak Hieronim je res ekseget v najglobljem pomenu besede. Išče smisel posameznih besed,
se trudi to prevajati, tudi je napravil cel sistem, kako prevajati, kako latinizirati hebrejska imena in podobne stvari, čist filološki pristopi, medtem ko so recimo drugi cerkveni očetje, Origen je tudi ekseget. Ampak drugi se mogoče bolj ukvarjajo s teologijo, to, kar danes rečemo biblična teologija, medtem ko pri Hieronimu pa res, v kakšne podrobnosti se posveti. Najbolj taka zanimiva mi je bila, ne? Papež ga je vprašal, kako je s tistimi kerubi, serafi. In razlaga tega svet pri preroku Izaijo 6. poglavje. In Hieronim najprej napiše, saj sta bila samo dva. Samo dva. Se pravi serafim. In potem razlaga vse, ki je vse, to je pri Judih preveril in vse natančno. In to je bilo za me nekaj čisto novega. Potem se je šel iskat in dejansko se samo na tem mestu omenjata, če zdaj rečemo po Hieronimu, dva serafa. Drugod se omenjajo drugi angeli, kerubi, ampak seraf kot tak je omenjen samo tam. In vse zna lepo razložiti, sjajno, ampak to je seveda zdaj pa spodbuda, da bi prebrali. Se pravi, se je vam zdelo, da sta bila nekako, kar se tiče izobrazbe, kar enakovredna? Ja, saj to vemo, tudi smo se učili pri profesorju Ganterju, sem imel to Dovolite, še nekaj bi pripomnil. Zelo vesel sem, da imamo zdaj vse to lepo v prevodu. Obenem bi pa prosil, nikar ne mislite, da je s tem odpadla potreba po branju teh lepih besedil, kdaj tudi v izvirniku. Zato apeliram na profesorje teološke fakultete, naj v svojem programu predvidijo tudi branje patrističnih tekstov, Hieronimovih pisem, Avgustinovih razprav in izpovedi tudi v lepem izvirnem jeziku. Kajti in tudi profesorje filozofske fakultete, čeprav mogoče ni taksativno našteto v učnem programu, ampak ne pozabite na te bisere starokrščanske literature v latinščini, ki se lahko meri s ciceronsko latinščino. Cicero je bil za Rimljane pojem lepe latinščine. Pojem, tako kot je pri nas Prešeren pojem lepe slovenščine. Avgustin sam poroča v svojih izpovedih, da se mu je ljubezen do spoznavanja resnice utrla, ko je bral Ciceronov mladostni dialog Hortensius in je imel potem Cicerona za svoj vzor. In podobno se je tudi Hieronim zgledoval ob Ciceronu. In ko je šel v tisto puščavo okrog Betlehema, kaj je najbolj pogrešal? Tiste latinske knjige, Ciceronove knjige, ki jih je pozabil ali moral pustiti v Rimu. Tako hudo je to pogrešal, da je imel enkrat ene grozne sanje. In to je po moje ena najlepših strani iz njegovih pisem. Ko se mu je v sanjah prikazal Kristus oziroma sodnik, pravi, da je ob tem trpel take muke, kot tisti kristjani, ki so jih metali med divje zveri. Pravi, da mi je sodnik očital,
Ciceronianus es, non Christianus. Ti si ciceronec, ne pa kristjan, ker bolj kot Kristusa pogrešaš Ciceronovo latinščino. To mu je seglo tako do srca, oboje je imel rad. To njegovo dilemo, to njegovo trpljenje, tudi jaz včasih občutim, ko pravim, ko razlagam razne poganske mislece in pisce, ja pa kaj, zakaj ne bi rajši predaval recimo Svetega pisma, zakaj segam po teh virih? Zato, ker anima humana naturaliter kristjana, ker so zametki krščanskih vrednot že pri številnih rimskih in grških poganskih mislecih. Zato, kot rečeno, apeliram na vas, dajte občutiti to lepoto, ki je noben prevod ne more posredovati, kdaj pa kdaj tudi v rimskem izvirniku. Ohranite latinščino ne samo pri koralnem petju, ampak tudi pri branju in pri študiju. Oprostite, mogoče je to zveni kot malo kritike, ampak na sedanje študijske režime, ampak srcem se mi lomi, ko vidim, da recimo latinščino izpodriva ne slovenščina, ampak kar angleščina. Niti ni naš materin jezik, niti se po svojem preciznem bogatstvu in ne more primerjati z latinščino. Hvala lepa. Hvala za spodbudo, potrebujemo tudi take spodbude, čeprav smo sami že prepričani, da je to še kako potrebno, ampak je dobro dobiti spodbudo, da bomo vendarle še koga kaj navdušili, da bo še kdo za nami hotel brati latinsko. Hvala za ta poziv. Moram priznati, da se moram zdaj ugrizniti v jezik, ker bi imel neumestno pripombo, zlasti ko ste omenili koralno petje, ampak se bom danes v tej slavni družbi te zlobne pripombe vzdržal. Zadevala bi pa Damazovega naslednika, seveda. Se pričujem. Skratka, Sveti duh... Samo na kratko. Sveti duh pa res deluje, zato ker sem ravno to vprašanje o tej sceni Ciceronianus et Christianus hotel sam zastaviti, ker to je tudi ena tistih zgodb, ki sem jo verjetno prvič slišal na vaših predavanjih in so ostala večno v spominu. Samo kratko sem prej ostal dolžan. Ponavadi se reče, da je bil Hieronim tajnik papeža Damaza ali pa se ga upodablja kot kardinala. Oboje se mi zdi, da je mimo. Prvič, papež ga ima za svetovalca. Pravi, tukaj slišim 5, 6, 7 različnih razlag, te prosim, odgovori, napiši, kaj je res. Recimo v priliki o izgubljenem sinu ali potratnem sinu, ki se potem vrne, pravi, kaj zdaj pomeni, simbolični pomeni, Hieronim mu to tako dokazuje, da bi moralo zadostiti njegovemu, zdaj, katera razlaga je prava, temu vprašanju. Torej, svetovalec bi bil boljši izraz. In druga stvar, takrat še ni bilo kardinalov v takem pomenu, kot so danes, tako da, ker je bil pač kot rimski duhovnik, ampak ni bil, posvečen je bil v Antiohiji, kar je bilo potem tudi lahko malo kamen spor, ampak to bo profesor več vedel. Ne, samo dopolnimo še, da v bistvu na neki način je bil malo tajnika, ker mu je papež zaupal korespondenco, ker se je spoznal na vzhodne zadeve. Živel je nekaj časa v Antiohiji, živel je nekaj časa v Carigradu in potem, ko je prišla pošta z onih krajev, je rekel papež, daj preberi ti tole, pa kar pripravi odgovor, pa bom jaz potem podpisal najbrž. Da je bil na neki način v teh tajniških vodah,
čeprav ni bil pa uradno nikoli član rimskega klera in zato je tudi pobrisal jo, čim je bilo pač, ko je papež umrl in nima več svojega zaščitnika in svojega delodajalca, je videl, da je bolje, da se vrne proti vzhodu in je tam mirno preživel drugo polovico svojega življenja v samostanu pri Betlehemu. Hvala za to dopolnitev. Miran, zdaj pa bi te vprašal tole. Zdaj, sveti Hieronim je nekako pristal na pravoverni strani z vidika cerkvene zgodovine. Lahko rečemo, da je bil tudi eden poglavitnih cenzorjev zaradi tega, ker so njegovi opisi posameznih krščanskih piscev v znamenitih možeh imeli velikanski vpliv. Ampak v teh pismih pa vidimo tudi ta njegov cikcak, posebej v odnosu do Origena in origenistične dediščine. Kako ti doživljaš ta cikcak? Mislim, da Hieronim ob vsej svoji bistrosti in intelektualnem naboju, ki ga je nosil, da pa ni povsem razumel Origena. Ni se znal uživeti v njegov čas, v Origenov čas, ampak ga je presojal iz svojega stališča. In zato je potem v nekem trenutku, ko je pa zaradi svojega karakterja, on ni bil ravno, po moje, če bi rabili svetnika za dialog, ne bomo iskali Hieronima. Hieronim ni tisti, ki bi iskal razumevanje pa dogovarjanje, ampak prej neke odločne in pesti se dajo uporabljati za različne namene. In on bi znal tudi pesti uporabljati metaforično tudi zato, da bi koga udaril po. Kot je rekel Krizostom, mimogrede, poznamo tisti citat iz Krizostoma, če slišiš koga preklinjati, opozori ga, če te ne posluša, posveti svojo desnico in ga vsekaj na gobec. Hieronim nima takih ostrih, ampak mi je pa omenil točno, ravno, ne vem, ste bili vi, profesor Gantar, ali je bil Simoniti, eden od vaju mi je omenil doktorat neke nemške filologinje, ki je takrat ravno v času mojega študija nastajal, je bil takrat publiciran, o psovkah pri Hieronimu, da je Ilona Opelt doktorirala iz zmerljivk in zbadljivk in psovk pri Hieronimu. Knjigo sem našel v Rimu, sem si prekopiral kazalo, starno kazalo, se pravi 10 strani je bilo teh besed, ampak je Hieronim sam očitno poskrbel, da se tiste fotokopije nekje izgubile. Torej, glede Hieronima in Origena. Mislim, da ga Hieronim ni razumel najbolje, ko mu ga je najprej Gregorij Nazianški v Carigradu predstavil, se je nad njim navdušil in ga je začel na veliko tudi prevajati in imamo kar nekaj njegovih prevodov, zlasti eksegetskih del. Pri njem se tudi učil eksegeze, pri njem se pravi pri njegovih delih. Origen je umrl že več kot 100 let pred njegovim rojstvom. Vendar pa, ko je Epifanij Salaminski začel s svojim velikim preganjanjem Origena, je dobil na svojo stran tudi Hieronima. Epifanij, spreobrnjeni Jud, je zelo, zelo ostro vse mogoče herezije hotel razkrinkati, verjetno zaradi svojega tudi hudega navdušenja, spreobrnjenskega navdušenja, in tam je tisti klik, premik, ki je nastal, da je Hieronim začel, se je odvrnil od Origena in je začel po njemu drihati, kot se je dalo. In ga je prištel med najhujše heretike in tudi nekako se je razprijateljil s svojim kolegom, sošolcem, sosedom, tudi somenihom, svetodeželskim Rufinom, in to je ena najbolj žalostnih epizod iz njegovega življenja, ko je svojega prijatelja takorkoli zavrgal in ko se nista mogla spraviti, pa čeprav so se drugi njuni skupni prijatelji trudili na vse pretege, pa ni šlo skupaj. Mislim, da je tudi na Hieronimovi strani bilo kar nekaj krivde. Sicer, hvala Bogu, Hieronim ima tudi kamen v roki na mnogih upodobitvah, s katerim se tolče po prsih in priznava svojo grešnost in svoj težak karakter.
Tako, sicer pa je tudi v samih pismih najdemo mesta, kjer Hieronim, ko je že začel Origena zelo kritizirati, da na marsikakšnem mestu pa pravi, tisto, kar pa je sprejemljivo, pa sprejemam. On je še vedno dober ekseget, ampak te njegove teze, ki so bile samo hipoteze, samo predlogi, to niso bile dogmatične izjave, o predobstoju duš in o apokatastazi, kar česar cerkev tudi ni sprejela, in tudi Origen bi to bi mirne duše zavrnil, ampak tam ga Hieronim tolče, v eksegezi ga pa vendarle še vedno nekako sprejema in ga priznava za svojega učitelja. Mogoče pa še to, koliko je bilo pa zdaj v teh sporih osebnih motivov, recimo med Janezom in Hieronimom. Ja, ko je Epifani dobil Hieronima na svojo stran, je istočasno ga potem tudi na nek način skregal z njegovim škofom Janezom Jeruzalemskim, Janezom II. Jeruzalemskim, in tam je pa tudi bilo potem kar nekaj ostrine in ostrih besed izrečenih, ki niso najbolj častne enemu ne drugemu najbrž. Doktor Weissova, vi ste pa omenili pravzaprav ta v celoti gledano spoštljiv odnos Hieronima do Marcele, to je priznaval za enakovredno sogovornico. Kje se pa tu ta njegov značaj kaže v pismih Marceli? Pa mogoče še glede na to, da je kar nekaj pisem posvečenih tolažbi ob smrti bližnjih, ali je tam Hieronim mehkejši? Ja, gotovo. V bistvu prvo pismo, ki mi je prišlo v roke, sem ga začela prevajati, je bilo ob smrti Lee. To je bila ena od teh žena Hieronimovega kroga in tam v bistvu je Hieronimova izguba, on tolaži Marcelo ob Leini izgubi in pravzaprav je pismo napisano tako, da obuja spomin, kako je bilo, ko sta zvedela za to novico. Se pravi, bila sta ravno skupaj in sta imela neko kot pogovor učni in opisuje njeno reakcijo, kako jo je prizadela ta novica in jo hkrati vzpodbuja, da pač Lea je šla boljšemu življenju nasproti, hkrati pa priznava, da je ta bolečina človeška in da jo tudi sam občuti in da je seveda to nekaj popolnoma razumljivega. Tako da tukaj se kaže recimo ta čustvena, mehka Hieronimova stran, čeprav tudi jaz moram reči, iz te korespondence Marceli nisem dobila občutka, da bi bil tako ošter do svojih, do Marcele je bil vendarle bolj spoštljiv, predvsem ker očitno je cenil njeno mnenje, ne? In tudi ta vprašanja, ki ste jih pretresala, prevajalska, tukaj v bistvu on odgovarjal na njena vprašanja in če že kdaj pokazal nestrpnost, je bilo kot rečeno, ne samo zaradi njene nadležnosti, drugače pa ne bi rekla, da je bil, vsaj iz tega, kar sem jaz brala. Pa očitno tudi ta razlika v mnenjih potem ni pripeljala do končnega razhoda, tako kot sledi. Ne, zato ker, se pravi, Marcela je potem po Hieronimovem odhodu je nekako nadaljevala to njegovo delo in zdaj ne spomnim se točno podrobnosti, mogoče mi bo Miran večkrat pomagal, ampak ko je prišlo do, ravno v tem sporu z Janezom Škofom, je v bistvu prišlo do tega, da je eno pismo moral Hieronim prevesti, oziroma je prevedel iz grščine v latinščino in je to pismo zginilo in prišlo v roko tej nasprotni strani, se pravi Rufinu in Epifaniju. In tukaj je recimo obtožil Marcelo, ali skratka, da je mogoče imela ona celo kaj prste pri tem vmes. Ampak to so bili, tukaj se kaže, se mi zdi, njegov temperament, se pravi, tukaj je Hieronim mogoče ali vzkipel ali zgubil živce in dal to jasno vedeti. Res ni bil mojster takta, to bi se tudi jaz, to je verjetno razvidno iz tega. Tudi tam so kakšna pisma, kjer kritizira tisto o nazu, ker je že samo ime je onos pa nazo, v bistvu malo grško, kot ga ima za osla, z velikim nosom, se pravi, tako že kar malo nesramno ga kritizira in mu na koncu reče, da bi bilo najbolj fajn
če bi bil brez, kako je že prav, najbolj bilo, da bi bil skozi stih, ne, in pol te ne bi bilo težko poslušati. Skratka, tako zelo zlobno, ne, v tem smislu, ni imel ravno rokavic, ko je obračunaval. Ne. Tudi recimo pokaže drugačen način spoštovanja, mislim, drugačen način kritike do Aquilovih prevodov, kjer je bil kritičen, ampak ga je vendarle spoštoval, ali pa do recimo do kakšnih manj uglednih imen, recimo ta Retici, pa še zmeraj so recimo to ugledna imena, ampak tukaj da vedeti jasno, da je več pričakoval, ne, od njega in da se ne strinja tako zelo odkrito. Hvala. Gospod Trošt, vi kot dušni pastir prihajate verjetno iz tistega dela Slovenije, kjer je nekako čaščenje svetega Hieronima najbolj živo. Kaj recimo lahko vašemu župljanu pove danes Hieronim, oziroma ali se lahko zgodi, da bi branje teh pisem, ki kažejo Hieronima kot človeka, imelo podoben učinek, kot recimo je imelo branje Ciceronovih pisem na Petrarhu, da bi rekli, mi smo mislili, da je bil svetnik, zdaj pa vidimo, da je bil šleva. No, pri Hieronimu sicer verjetno ta asociacija ne je bila prva. Ja, mogoče bi bilo za koga spodbuda, da lahko tudi tak vročekrvnež postane svetnik. Ne, da so za svetništvo drugačni kriteriji, ampak mislim, da če lahko povem misel, ki se mi je utrnila s tem v zvezi. Hieronima upodabljajo z levom. In ta lev, kot so povedali tudi na simpoziju, verjetno izhaja iz te starodavne zgodbe, ki je bila tudi v tistem opevanem učbeniku. Aleš, ja? No, to je res dober učbenik. Ja. In potem si jaz razmišljal, v redu, zgodb je bilo veliko, ampak zakaj so mu izbrali to? In moja misel je taka, da je bil Hieronim, je imel v sebi enega strahotnega leva, lev plane. Ne? In on ga je ukrotil, ali pa ga je vsaj skušal krotiti, ker se je doskrat za tiste svoje izbruhe tudi opravičil. In potem je verjetno kakšen pridigar v svojem zanosu govoril, kako je bil Hieronim lev, ampak kako je potem Hieronim tega leva ukrotil. In kot nalašč so potem ga narisali in je ratela ta zgodbica. Mogoče. Vsekakor pa je to, kaj je uspel svojega značaja napraviti, in se mi zdi, da je to lep zgled. Če se pa pokaže tukaj tudi v taki zelo človeški luči, mimogrede povem, da do papeža Damaza je zelo spoštljiv. Da je do njega zelo spoštljiv in je res kot oče, ne, tudi do Kromacija Oglejskega, tako to so bili prijatelji, ne, in znanci, in ga je spoštoval kot očeta, bi rekli. Ne. Tako, drugače, če kratko povzamem, ne, v naši škofiji, koprski, odkoder prihajam, je 6 cerkva posvečenih svetemu Hieronimu, 2 sta v dekaniji Ilirska Bistrica, kjer sem zdaj, tako da sem prav vesel tega dejstva. Potem sta 2 takoj čez mejo, če rečemo, na ljubljanski škofiji sem se danes peljal mimo 3 cerkva, ko sem prihajal v Ljubljano. Ena mi je bila blizu v Knežaku, Koritnice, druga, ki jo vsi vidite z avtoceste, je Ivanje selo, tista cerkvica, ki se vidi z viadukta, je cerkev svetega Hieronima. In tretja se vidi, so mi pa povedali domačini, ko se pelje iz koprske, postojnske strani proti Lomu, vidite levo na enem griču, danes se je krasno videla, ker je v snegu in v lepem soncu, je pa cerkev svetega Hieronima v Petkovcu, v župniji Rovte. In potem edina, ki je najbolj na vzhod, je pa nad Vranskim, sveti Hieronim, v Hieronimu nad Vranskim. To so vse cerkve, kar jih imamo Hieronimovih v Sloveniji, torej 6 pri nas, in mislim, da to kaže na neko priljubljenost. Ne? Poleg tega tudi, težko govoriti točno, kje je bil Stridon ali Stridone, strokovnjaki pravijo med Reko, Postojno in Trstom, in jaz sem zdaj vesel, da sem med Reko in Postojno. Tako da lahko rečemo, da če drugega ne, se z naših krajev vidi Hieronimovo deželo. Ne vemo točno, kje je bil, tukaj nekje, tudi z Nanosa se vidi, sem že večkrat rekel tudi na Nanosu tako. Zdaj seveda, to dediščino
Ni dovolj, kot je rekel profesor Gantar, ne? Ni dovolj biti na to ponosen, ampak je treba to ceniti, prebirati. Zdaj, tisti, ki so imeli kdaj latinščino, da preberejo tudi v izvirniku, druge pa spodbujamo, da bi brali Hieronimova dela. Ne samo, da govorimo o njem, ampak da tudi beremo. In jaz vedno spodbujam, naj za Božjo voljo ne rečemo, da je celo življenje samo prevajal Sveto pismo. Danes še nismo omenili, hvala Bogu, ne? To je v redu. Ker je tudi prevajal Sveto pismo, ampak ga je razlagal. In še en značaj, če si drznem malo poseči na področje, bil je zagrizen v boju proti vsem mogočim herezijam, za katerokoli je zvedel. Ne? In se mi zdi, da to dvoje zelo označi. Ob prevajanju Svetega pisma so mu rasle razlage, to je razumeti, tudi so ga spodbujali in spraševali, ne, za te razlage in se lotil razlagati predvsem tisto, kar se mogoče drugi niso. Preroki, vse male preroke, komentiral velike preroke in tako. Tudi iz Nove zaveze nekaj, Pavla ni se loteval pa recimo tistih bolj običajnih stvari. In druga stvar, tudi v tem boju proti herezijam je vedno njegov argument Svetopismo, ne? Svetopismo. Tako da v tem nam je tudi danes kot spodbuda. Jaz vedno rečem spodbuda, da bi Svetopismo brali. Ne? Kot je tudi Hieronim rekel, prvo je beri, potem se da Svetopismo tudi razlagati. K temu tudi spodbujam, kar se da, ne, na taki podeželski župniji. Ja, ampak se posluša, radi poslušajo, če je prilika o tem. Ker se malo pozna, pa potem radi prisluhnejo. Ko že govorimo o svetem Hieronimu na Slovenskem, pa bi za konec morda vas, akademik Gantar, vprašal, kakšno pa so bile recimo vaša prva mladostna srečanja s svetim Hieronimom? Prva srečanja s Hieronimom. Ja, prvo srečanje s Hieronimom. Ja, prva srečanja s Hieronimom so bila pri meni pri seminarju, pri latinskem seminarju. Jaz pri pouku zgodovine, pri pouku latinščine nisem nikoli srečal Hieronima v naših šolah. Se pravi, sploh ni bil omenjen. Ja. Pouk antike je bil omejen na ene par mesecev, ne. Imeli smo pa zadnje leto pred maturo tisto obdobje od leta recimo 41 pa do recimo, ne vem, kdaj sem maturiral, 50. leta, to se pravi 10 let, 7 partizanskih ali nemških ofenziv, marsikaj tudi izpuščenega, seveda, kar jaz vem, kar sem pozneje ugotovil v zgodovini, kako je bilo, pa se je rajši zamolčalo. Tako je bil naš pouk zgodovine. 3 mesece smo imeli stari vek, od tega pač nekaj Cicerona, Cezarja, cerkvenih očetov pa nič. Sedaj sem vam povedal, leta 78 sem predlagal na odboru Mohorjeve družbe, da naj vendar to. Nisem bil edini. Moram reči, da je profesor Kastelic tudi začel s časoma dajati več poudarka na preučevanju rimskega krščanstva pri pouku predavanjih iz antične zgodovine. Taki so bili časi. Kar sem jaz o Hieronimu zvedel, sem zvedel iz življenja svetnikov.
tistih 4 knjig. Klavčičevih. Nismo imeli drugega v teh letih. Težko se je danes uživeti v tisto obdobje. Čeprav smo imeli nekatere profesorje, ki so bili pogumni in so si upali marsikaj povedati, česar ni bilo v knjigah napisano, ob robu. Ampak za Hieronima nisem slišal. Knjige, ravno te Lukmanove, so išle med vojno, ampak mislim, da so jih po ljubljanski pokrajini uspeli dobiti duhovniki, nekateri vsaj, po samostani so se morda sem ter te razširile, vendar pa najbrž je v povojnem času precej tega romalo v Vevče, tako da so te izdaje kar precej redke tudi po antikvariatih. Zdaj pa, hvala Bogu, imamo na voljo tudi celotne epistolari in upajmo, da bo kdo ga hotel še prebrati zdaj. Smem še jaz nekaj dodati? Nečesa ne smemo pozabiti. Emone. Hieronim ima stik z Emono in piše Emončanom, oziroma Emončankam, tako da ni samo tista popevka hej, hej, Ljubljančanke, ampak bi to lahko se tudi dalo Hieronimu nekako dati, hej, hej, Emončanke, a boste kaj odpisali mi, ko v kratkem pismu, ki je spet biser biblicistike, ker pravi, pol pisma je samo jamranje, da nima papirja pa svinčnika, in ko to pove, reče pa, sem pa nekaj si izmislil, veliko povedal na kratek način, in potem nasuje 10 citatov Svetega pisma. In to je njegovo sporočilo, ki ga je treba dešifrirati iz teh citatov. Sej, če veste, da je to treba tako brati, je enostavno, ampak ko sem prvič bral to pismo, ga nisem razumel. Pa kaj hoče povedati? Kaj bi sploh rad? Nekaj se pritožuje, jamra, da ga ne marajo, ja, kaj pa pol pišeš, če te ne marajo, ne? Ampak je res na kratko, pa bistro napisal najprej emonskim devicam, potem pa še nekemu menihu Antoniju iz Emone. Tako da smo med mesti pravzaprav v celem tem epistolarju, ne vem, če je še kakšno drugo mesto tako omenjeno kot ravno Emona. In tako da smo lahko ponosni, da smo del te njegove zgodbe, čeprav ni bil najbolj zadovoljen z Emončanimi in se je pritoževal malo nad našimi predniki. Ja, ta ideja o komadu hej, hej, Emončanke sploh ni tako slaba, se mi zdi. Za kaki je rap komad, bi to bilo... Mogoče pa kdo posluša, kakšen reper, pa bo tole predelal iz hej, hej, Emončanke. Kaj nič ne pišete, zakaj mi ne pišete? Dobro, bi želel še kdo kaj dodati temu? Še kakšna nujna asociacija? Če ne, potem pa bi ponovil na koncu samo ti dve vabili, ki smo jih slišali, in sicer k branju latinskih besedil v izvirniku, kar je sicer kar velik zalogaj v teh časih. Drugič pa k branju te res bogate izdaje Hieronimovih pisem. Zdaj, verjetno se ne boste ravno lotili branja od prvega do zadnjega pisma, ampak res je v njih marsikaj zanimivega, o marsičem se pa človek tudi zabava. Vsem 4 gosti in gostom se najlepše zahvaljujem, da ste zaokrožili to patristično popoldne. Potem pa vabim k besedi Patra Špeliča, da pove, kaj sledi. Sledi pa še selitev v prvo nadstropje, kamor smo povabljeni na kratek droben prigrizek, ker smo se tudi že malo utrudili in nažejali, da se bomo odžejali. Torej, prosim, če se kar premaknemo v predavanico 2. Tisti pa, ki nas spremljate na Zoomu, žal nimamo prenosa iz zgornje učilnice, pač pa lahko se še vedno na spletni strani mohorjeva.org naročite katerekoli patristične knjige s popustom,
ki velja danes, jutri in pojutrišnjem. Torej vse patristične knjige so s popustom, samo napišite zraven opombe, da jih naročate iz tega našega patrističnega srečanja popoldneva. Sicer pa res tudi v mojem imenu najlepša hvala vsem sodelujočim, vsem navzočim in pa naslednje leto, če prej ne, takle čas se dobimo na naslednjem patrističnem popoldnevu, ko bomo predstavili kaj novega. Hvala lepa za vašo navzočnost in lep večer še naprej.